Dober večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najviža. Danes bomo zadnji novemberski dan v tem letu preživeli v dobri družbi in jutri vstopamo že v veseli december. In če ste veselo razpoloženi tudi vi, potem je skrajni čas, da začnemo z današnjo oddajo, ki bo precej koroško obarvana. Zdaj iz Koroške prihaja vaš voditelj, pa Korošci so današnji glasbeni gostje in danes bodo kar dvojni glasbeni gostje v naši oddaji. Začeli bomo z ansamblom Fenomeni, potem pa k nam prihaja še Klemen Rošer s svojim triom, zato bo zelo zanimivo in zelo zabavno. In začnemo z skladbo Pod tvojim srcem in Fenomeni. Uživajte. Glej, slišiš pesem kitare, ki poje v prelepo noč, se zbuja najlepši čas, ko k sebi te stisnem jaz. Na mizi večerja za dva, ta noč bo romantična, začelo se bo zares. Vesel sem do nebes, izpolnila se je želja mi, zdaj sama več nisva jaz in ti. Pod tvojim že srcem nekaj časa dete spi. Nestrpno te pričakujeva, saj ti si ljubezen najina. Ko z nama boš ti za vse večne dni, ljubezen gori. Na mizi večerja za dva, ta noč bo romantična, začelo se bo zares. Vesel sem do nebes, izpolnila se je želja mi, zdaj sama več nisva jaz in ti. Pod tvojim že srcem nekaj časa dete spi. Nestrpno te pričakujeva, saj ti si ljubezen najina. Ko z nama boš ti za vse večne dni, ljubezen gori. Saj ti si ljubezen najina. Ko z nama boš ti za vse večne dni, ljubezen gori. Ko z nama boš ti za vse večne dni, ljubezen gori. Ljubezen gori.
Ko smo oddajo začeli zelo, zelo lepo in nežno, z enim lepim valčkom so se predstavili fenomeni in jaz grem kar do njihovega glavnega govorca. So mi fantje rekli, to je Matic. En lep dober večer. Pozdravljen, pozdravljen. Kako ste, fantje? Odlično, pravzaprav, evo, tudi kljub temu, da smo prišli z malo spremstvom dežja, se imamo mi, ko smo skupaj, vedno super, se preigravamo tako krasno glasbo, tako da preprosto odlično. Evo. A je na Koroškem kaj snega? Nekaj ga je bilo zjutraj, pa mislim, da čez dan kaka snežinka se je pokazala, ampak da bi se pa prijelo kaj, pa nažalost ne. Pa se ni, samo še pa da se bomo lahko sankali pa kepali. Fantje ste vsi z Koroške. Res je, 2 člana prihajata prav iz osrčja Koroške, iz Slovenj Gradca. En član prihaja iz Ravna Koroškem, jaz pa prihajam iz Radlje ob Dravi. In ravno prej ste se menili, kje je zdaj sedež ansambla, je v Slovenj Gradcu ali v Ravnah ali v Radlah? Sedež ansambla je v Slovenj Gradcu, oziroma natančneje v Pamečah, izhod prihaja naš Dejan, tam tudi vadimo, tako da ja, bomo kar rekli, da sedež je v Slovenj Gradcu. Ok, super, super. Vi ste razmeroma mlad ansambl. Začeli ste leta 2019, v tej zasedbi ste pa od 2022. Točno tako, vse drži. Evo, začeli so res fantje fenomeni z 2019 letom. Iz prvotnega ansambla sta naš Dejan, harmonikaš, tudi naš vodja in pa naš Anže. Z Žanom smo se pa pridružila malo kasneje, res je 2022 leta, nekje tam, mislim, da v začetku leta, kak april, maj. Od takrat naprej pa delamo v tej zasedbi in se trudimo. In kako ste se fantje spoznali? Ste bili sošolci? Ste sodelavci? Ne, bom rekel na srečo prek socialnih omrežij. In smo kar hvaležni, da obstaja kaj takega, kot je kak Facebook, Instagram in tako naprej. Jaz osebno, saj sem poznal člane, ampak tako nabližje se pa nismo poznali, tako da smo res lahko hvaležni, da obstajajo take stvari, da smo se najdli in da lahko preigravamo vsako soboto in tako naprej. Super, super. Zdaj se lahko malo spočiješ. Seveda. Anže, evo, tudi tebe en lep dober večer, zdravo. Enako tudi tebi nazaj. Lep glas imaš, lepo si nam zapel to prvo skladbo, oziroma ste skupaj s Fenomeni zapeli. Zakaj ste Fenomeni? Sej drugače ste fenomeni Koroški, ampak me zanima še tvoje stališče, zakaj? Točno ne vem, zakaj smo fenomeni. Bom pa rekel, da se trudimo biti čim bolj fenomenalni, trudimo se čim lepše izvajati, čim bolj točno, trudimo se čim lepše odpeti in odigrati. Zakaj smo pa fenomeni, bi pa moč kaj več povedal naš Dejan. Moče ti veš, zakaj smo fenomeni. Dejan, ok, da pridem še do tebe. Ja, to ime je pa v bistvu prišlo na pobudo enega tudi našega glasbenega prijatelja in pa se je potem kar nekako obdržalo, ker se tudi pač fajn sliši fenomeni in pa tudi skušamo biti temu primerni, fenomenalni. Super. Dejan, ti si šef ansambla, torej. Ja, kako vlogo ima vodja ali pa šef ansambla, recimo? Ja, v bistvu vodja ansambla, ja, to je v bistvu organizacija ansambla, da to poteka kot more, da so vaje vsak teden, da za igranje potem, da se mene pokličajo, in se jaz pol zmenim naprej, pa tudi vse koncerte, pa to v bistvu organizacija nasplošno. Organizacija. Tako. Super, pa fantje dajo pol kaj za kako rundo, ali tudi vsi so moraš ti dati? Ne, prinesejo na vaje tudi kdaj kaj za popit. Vodo pa, sok. Tako, točno tako. Ja, ker ste zelo pridni. Smo bolj na vodi in soko, tako. Verjamem, ja. Ok, Anže, letos ste bili prvi, če sem tudi prav zasledil, na Ptujskem festivalu. Ja, res je. To je bil pravzaprav vaš prvi festival. Ja, prvi festival, lepo je. Kaki so občutki, kaki je bil nastop? Občutki so fenomenalni, tako se pa tudi nam reče fenomeni. Nastop, ja, potrudili smo se, smo dali od sebe, 100% smo se potrudili, pa smo, lahko rekel, smo veseli, da smo lahko tam sodelovali, da smo bili izbrani za sam festival. Tako da, to je pa to, kaj ni drugega rečem. Da je bilo taka prijetna izkušnja. Ja, to pa res. Kakšne špile imate v drugače fenomeni najrajši? Najrajši igramo radi čisto vse, kjer je dobra družba. Veliko igramo, tako sem rekel, nisem še rekel. Abrahame, 40-letnice, 30-letnice, veselice, karkoli pa če, kjerkoli nas povabijo, tja radi pridemo in se da zaigramo. Ne igrate samo v Koroški regiji? Ne, tudi gremo kam ven.
se pravim, kamorkoli nas povabijo, zdaj smo tudi nekje smo v Ljubljani igrali, tako da ja, se kar dogaja. No. Se dogaja. Je kar pestro. Povej mi še nekaj, zdaj prihaja decembrski čas, a bo to za vas zelo delovni čas, decembrski? Bo kar delovni čas, vsak vikend, ja, smo kar zdaj terenski, smo doma, tako da kar vsak vikend bomo zdaj igrali. Pa vaše žene, punce niste zelo vesele ali pač se motim? Čisto odvisno, no kakor da. Čisto odvisno, ne? Odvisno od poštarja po sosedu. Ok, tako. Gremo naprej. Glasbi, fenomeni so še vedno v našem studiu in ja, zaigrali nam bodo še najmanj 2 skladbi in še bo veselo in naslednja bo tudi njihova vesela polka. Kaj ti je, fenomeni? Bi rada šla na ples, a nič ti ni všeč, obleka prava ni, frizura ne drži, rdeče usnice ne nasmejijo se, karkoli naredim, pač izvisim. A tebe takšno rad imam, viš, da nikomur te ne dam, čeprav kdaj name se jeziš, ker ti tako si ne želiš. Viš, moja draga ljubica, naj dam ti jaz poljubčka 2, tako pomagam ti lahko, da nama v srcih bo toplo. Jaz ne razumem te, po strani gledaš me, le kaj sem naredil, da takšen dan je bil. Naj zdaj objamem te, viš, dvoje lepše je, pozabiva na to, vse dobro bo. A tebe takšno rad imam, viš, da nikomur te ne dam, čeprav kdaj name se jeziš, ker ti tako si ne želiš. Viš, moja draga ljubica, naj dam ti jaz poljubčka 2, tako pomagam ti lahko, da nama v srcih bo toplo. Naj dam ti jaz poljubčka 2, tako pomagam ti lahko, da nama v srcih bo toplo. Se nasmejala boš sladko, da tudi meni bo lepo. To so bili fenomeni in skladba Kaj ti je, in jaz grem zdaj do pevca Žana. Žan, Lepo zdrav, lepo zdrav. Lepo zdrav tudi tebi. Ti si pa z Rodl. Ne, jaz sem pa iz Ravna na Koroškem. Ti si z Rodl. Tako, Matic pa je iz Rodl, ja. Matic je iz Rodl, viš, sem se že zmotil, se opravičujem. Ni zakaj, ni problem. Glede na to, da ste mladi, a ne, mislim, ne zanima tako mene, ko pa vaše oboževalke. A ste pol že vsi zasedeni, srečno oddani, poročeni, imate že neke družine? Vsi smo srečno oddani. Ja? Si upam takrat, da smo srečno oddani vsi 4. Tako. A si to zato povedal, ko vaše dame gledajo? Ali... Tudi po eni strani. Tudi po eni strani. Imate pa veliko oboževalk, ne, tak na Koroškem. Ja, jih je kar. Jaz eno poznam. A res? Ja, ki zagotovo zdaj gleda in lahko jo pozdraviš. Ja, lepo zdrav, Veronika. Ona je res naša, ja res, je tu tvoja sodelavka, no bomo tako rekli. Je naša prijateljica, tako, ja, veliko igramo tudi tam, rečemo tam, ko ona tudi pomaga pa. Tako da nas je že parkrat pogostila in smo se najedli in tudi malo kaj popili zraven. Ja, zdaj pa lahko poveš, Žan, zdaj smo se fajn razgovorili, si rekel, da nisi tak govorc, pa viš, da si pa povedal par stavkov, pa prav luštno je, veš. Mogo sem. Kremlat. Povej mi, ker veliko igrate, a se je zgodila že kdaj kakšna zanimiva anekdota na špilih, recimo? Ne, se je pa, ko smo šli na špil, ja, to se je pa res zgodilo. Imamo kombi v bistvu za ozvočenje, vse stvari, instrumente, mi lepo naložimo v kombi, predejano, sedemo v kombi, smo pa zadnji lepo pozabili, vrate zaprta, ne? Aha, okay. In mi že palamo po cesti, dejano nota začne šrajati po cesti za nami, pobi, kaj pa te je narobe, noben je videl, vrate na široko odprte, mi bi lahko zvočene zgubili na čedu na cesti, če
ne bi bilo Dejano Gatena ob tistem sajtu, tam na tistem mestu, tako da na srečo je bil naš Andrej tam, no. Dejano Ata je pol vas Tako rešil, da je vzvočeno salo celo, da nismo kaj Ste mu dali pol za liter. Ma smo, mislim, da smo dali kaj, ne vem. Če ne, še pa bomo. Če ne, pa Dejan Če še ne, pa bomo. Ja, če ne, še pa bomo. Zihar, ja, tako. Ok, krasno. Anže, ti si podpisan pod vse 3 vaše skladbe, ki jih bomo danes slišali. Imaš neko žilico za ustvarjanje. Recimo, da imam. Pa kdaj si spoznal, da imaš to žilico, oziroma na kak način ustvarjaš? To pomeni, kje, kdaj, kaj te navdihuje? To je bilo čisto spontano, bi lahko rekel, no. Ne vem, tekle z cajtom, vsake dek cajta mi kaj prileti v glavo, pa pol nekaj zapišem, tako da pa tudi dan za dnem, pa na koncu nekako vržem vse skupaj na papir, pa lahko rekel, fantom pokažem na vajah, pa kaj spremenimo, kaj dodamo, pa pol skupaj zrihtamo zadevo, tako da nič posebnega, no. Ne, je posebno. Je posebno, ko avtorska dela ostajajo in to je en tak pečat, ki je neizbrisen, ne? In moraš biti na to kar ponosen, ker v redu ustvarjaš in fajn potem tudi izvedete. Verjetno je tudi od izvedbe odvisno, kako bo skladba uspešna, a ne? Ja, sigurno, tudi to je odvisno, ja, tako da pač se pravim, vsi skupaj staknemo glave, se pravim, kaj spremenimo, kaj dodelamo, tako da ja. Se potrudimo, pa gremo na koncu v studio, to posnamemo, kak video spotek zadnji, tako da. Je treba, ne? V današnjem času ni dovolj samo... Ne, je treba še video spot, točno tako si rekel. Ti to predobro veš. Ja, vem, kako bi... Zdaj grem pa res do fanta, ki prihaja iz Radl, to je Matic. To pa res, evo. Prosti, ko sem vaju malo zamenjal. Sploh ni problem. Sploh ni kaj. Žan dela v Radlah, mogoče te je to zmedlo. To me je zmedlo, vidiš, kaj dela v Radlah, to sem pa vedel. Radle je lep kraj, veš. Ja. Zelo, zelo. Po čem je, recimo, kaj bi mi pokazal, recimo, se jaz Radlje poznam drugače, ampak kaj bi mi ti pokazal, ne vem, če bi prišel v Radlje, kam bi me pelil, recimo? Lahko malo reklame naredimo za Radlje, vaše lepo mesto. Veš, Lado bi rekel, veš, Radlje so moj najljubši kraj. Mogoče bo se to slišalo malo, kako naj rečem, neprimerno, ampak jaz ti bom tako rekel, da če bi ti prišel v Radlje in bi se mi da odločila, da ti predstavim Radlje, bi te jaz tako popeljal na eno tako lepo dogodivščino in bi šla od gostilne do gostilne, pa spila vse posod en špricer in naj te povem, da ne bi prišla do zadnje gostilne. Ne bi prišla. Ker je to gostilno v Radlah, da bi se mogla ostaviti prej. To so največje lepote Radl gostilne. A se ne strinjam z malo? Se strinjam. No, vidiš. Se strinjam, okej. Povej mi, glede na to, da igrate, pa verjetno še hodite zraven v službe. Res, ja. A je poleg tega še čas za kak drug hobi, ali tega časa zmanjka? Je samo glasba tisti hobi, ali pa, kaj ne rečem, s tem, ko se ukvarjate, no še poleg rednega dela? Glasba zajame definitivno velik del našega življenja, poleg služb seveda, ampak obstajajo hobiji. Naš Žan in naš Anže imata motorje, s katerimi se podita po ravneh in ovinkih. Velik del našega življenja pa seveda zasedajo tudi naše boljše polovice in lahko to damo kot en hobi. Vzame veliko časa, boljše polovice. Lepo jih je treba negovati in to vzame veliko časa. To vzame veliko časa. Ja, ok, ker ste še mladi, vseeno, torej otrok še podmladka še ni. Ne, to pa zaenkrat še ne. Koliko ste stari? Mislim, zdaj, glede na to, da niste dame, vas lahko vprašam. Ja, naša leta se razgibajo med naš dejanje 21, potem pa si sledimo mi trije 26, 27, 28, tako da od 28 pa v bistvu do 21. Gremo vsi štiri. Od 21 do 28 mislim, ja. Tako. Okay, da ne bi leto nazaj šteli, v redu. Kdo so pa vaši vzorniki v glasbenem smislu? Jaz večkrat rečem na to vprašanje, rad odgovorim na tak način, da mi posebnih vzornikov nimamo, spoštujemo vse glasbenike, igramo zelo, zelo spoštovanjem vso glasbo, ki jo preigramo, spoštujemo. Želimo si, da bi si ustvarili neko svojo pot, da nas bi ljudje prepoznali po nekem svojem zvenu, po neki svoji melodiji, da bi rekli, to so fenomeni, tako da nimamo, se mi zdi, nekih vzornikov, da bi rekli posebnih. Ja, kaj ste pa poslušali, ne vem, pri 10 letih, no, te tam pa tako vprašal. Vi ste generacija, verjetno, ko ste Modrijane poslušali. Ja, bi rekel, da Modrijani so bili kar velik del našega otroštva, pa tudi kaki Čuki, potem kaki Gadi, te malo bolj moderne, pa tudi kak Avsenik starejši se najde, kak Lojze Slak, definitivno. Teda na špilih pa
preigravate vse sorte, viš? Vse, od A do Ž. Od A do Ž. Tako. Tudi zabavno, Tudi zabavno preigravamo, tam pa od Ž do A. v živo igramo, To definitivno. mi Ja. fanti na uho pravijo, so rekli, da mi dajo za rundo, če povem, da v živo špilate zabavno. Žan dela, kaj mislim, ne, pač, Ne. glede na to, da ima roke v žepu, pa poje. Ja, naš A Ari drugače- pri narodni zabavni glasbi je kot vokalist mišljen, pri zabavni glasbi pa igra tukala oziroma bobne, da se tako izrazim. Ja. Ja, pa spet mu je Razbija. najboljše, Razbija, je, ker sedi. lahko edini sedi. To je ja. tako, ja. No, naš Dejan si tudi privoši, tako da zlam klaviatur sedi. Tudi sedi. Tako. Vidva Mi da samo z z Anžetom. Anžetom smo pa skozi na nogah. Vidva pa tako. animirata publikum. Ja, No, krasno. Plešemo pa- Že komaj čakam, da pridem na vaš prevale nastop. delamo. Če ne prej, ko bom imel 40, ko pridete igrati. A se lahko zmenimo? Lahko se zmenimo. A se lahko za to ceno zmenimo, ko imate zdaj, ko pol boste že, po se vas pa ne bo mogel več privoščiti. Nažalost to pa ne bo možno, veš, ker imamo toliko zasedeno, da ne vemo, če A ja, bomo takrat, a veš, tako da kar, ja, ko že- boš vedel, ki boš imel, pa koliko boš imel ljudi povabljenih, a veš, pol se lahko dogovorimo. Ja. Zmenjeno, ja, ok. V redu, se bomo dogovorili, gremo naprej k glasbi. Slišali bomo še en lep valček v izvedbi Fenomenov, ki so današnja fenomenalna družba v našem studiu, samo prijatelja in fenomeni. Bil je tih deživen dan, ko šla si v tuji kraj. Brez besed tvoj pogled je povedal prav vse. Še vedno čakam tisti dan, da objamem te čez pas. Skrbi pa me le to, da drug ob tebi bo. Lahko sva prijatelja, to najbolje bo za oba. Iskra ostala skrita bo, to viva le midva. V srcu pustila si rano, ki ne celi. Je ki dekle, ki me ljubilo, bo vse dni. Še vedno čakam tisti dan, da objamem te čez pas. Skrbi pa me le to, da drug ob tebi bo. Lahko sva prijatelja, to najbolje bo za oba. Iskra ostala skrita bo, to viva le midva. V srcu pustila si rano, ki ne celi. Je ki dekle, ki me ljubilo, bo vse dni. Pustila si rano, ki ne celi. Je ki dekle, ki me ljubilo, bo vse dni. Je ki dekle, ki me ljubilo, bo vse dni.
Še vedno spremljate oddajo Najviža in še vedno so naši glasbeni gostje fenomeni in jaz grem zdaj spet do njihovega šefa, vodja ansambla in tebi bom pa dal zaključno besedo, kajti počasi se bomo poslovili. Hitro mine, a ne? Tak, če je luštno. Povej mi drugače, kaj raje preigravate? Valčke, polke? Ali imate vse zvrsti radi? V bistvu se mi najdemo kot eni in drugi. Mogoče, da v polki res lahko damo tisto našo mlado energijo, ampak tudi valček je zelo lep. Tako da, kot v enih, kot v drugih. Super. Rekla sva, da imate veliko nastopov v decembru. Kje vas lahko širša publika vidi? Mogoče v prihodnje? Pa v bistvu zdaj prva javna prireditev je v nedeljo, dobrodelni koncert v Trbonjah ob 3. uri v gasilskem domu, tam se bomo predstavili najprej. Super. Potem pa lahko spremljate naše socialne omrežje za naprej. Krasno, da bomo videli, kje nastopate, da se vidimo tako v živo. Povej mi še, torej cilji za prihodnost, vaše želje so? Pa v bistvu čim več preigravanj, čim več lastnih skladb, tudi kakšen festival še vmes seveda in pa ustvarjati lastne skladbe za naše poslušalce. Super, krasno. Jaz se vam iskreno zahvaljujem, da ste bili naša družba. Ostanite zdravi, še tako naprej, uspešno vam želim in pa veliko nastopov pa na vrata na kombiju ne pozabite. Zaprej, da ne boste ostali brez opreme. No, hvala lepa tudi tebi in se še vrnemo na VTV. Absolutno, se vidimo, ko boste ustvarili spet kaj novega. Tako, mi pa se bomo sedaj privoščili en čisto nov frišni izdelek ansambla Vikend, en krasen valček, sledi videospot Jeseni. Jeseni, ko pade na tla prvi hlad, v temi leživa težko je ustat. Jeseni, ko ptice na jug poleti, ob meni ni tebe, le prazno srce. Jeseni so jutra bolj hladna, mi dva pa vse manj na ti, vsaka beseda uradna in hladne so tvoje dlani. Jeseni so dolgi večeri, le čakam, da pride pomlad, ko sonce posije na dveri, bo lažje samo to prestat. Jeseni, ko listje odpade na tla, odkleni svoj košček srca za oba. Jeseni so jutra bolj hladna, mi dva pa vse manj na ti, vsaka beseda uradna in hladne so tvoje dlani. Jeseni so dolgi večeri, le čakam, da pride pomlad, ko sonce posije na dveri, bo lažje samo to prestat. Jeseni so dolgi večeri,
le čakam, da pride pomlad, ko sonce posije nad viri. Bo lažje samoto prestat, ko sonce posije nad viri. Bo lažje samoto prestat. Tako, privoščili smo si čisto nov valček ansambla Vikend, krasen izdelek, krasen videospot. V našem studiu pa že nov glasbeni gost, Klemen Rošer je z nami s svojim triom. Klemen, en lep dober večer. Lep dober večer. Si dobro, v redu? Ja, super. Takole v družbi muzikantov je vedno fajn. Je vedno fajn, ne? Ja, ja. Si bolj jutranji ali nočni tip? Kar oboje. Kar oboje. Da vse sfolgamo, vstanemo zgodaj pa gremo spat pozno. Pa pozno vstati, ne? Spat. Ja, tako. Spanja verjetno ni prav veliko, no? Glede na to, da si priden, da poučuješ, ustvarjaš, ne vem, kako zvoziš. Te kdaj telo izda pa reče, zdaj je pa dovolj, Klemen, danes boš pa mogel počivati, ali... Ja, tudi pridejo dnevi, ko se treba spočiti, tako da. No, super. Ja. Drugač pa, slišal sem, da si prišel ravno kar, oziroma pred kratkim iz Nizozemske, je tako? Kaj si tam počel? Par dni nazaj sem bil na Nizozemskem, v mestu Kerkrade, kjer imamo tudi šolo, glasbeno šolo Rošer, in sem učil tam 3 dni, no, naše učence, ki tam stanujejo. Sem imel 3-dnevni seminar, pa sem se vrnil nazaj v Slovenijo, da se spet posvetim učencem tukaj. Krasno. Ja. Še bomo seveda govorila o učenju in o tvojem uspešnem ustvarjanju. Najprej me pa zanima, kdaj si pa ti imel prvi stik z diatonično harmoniko? Je bila diatonična harmonika tvoj prvi inštrument ali ne? Ja, jaz sem nekje 4-5 let bil star, ko sem se zaljubil v zven harmonike. Prav prvi stik pa sem imel potem pri 9 letih, ko so me starši vpisali v glasbeno šolo. Do takrat pa sem lepo prosil, če bi lahko čim prej. Tako da ja, 9 let sem bil star, ko sem prvič zaigral. Ko si prvič zaigral. In kdo je bil tvoj mentor? V glasbeni šoli je bil to Mile Trampuš, potem me je vmes učil gospod Franc Videmšek, nazadnje pa Franci Falant. No, krasno. In verjetno si, glede na to, da si zdaj na svoji glasbeni poti oziroma sam poučuješ, imaš neverjetno uspešen si pri tem, imaš zelo uspešne učence, veliko dosežkov. Odkot si torej črpal to znanje, bom rekel, navdih, ne vem, si kaj počrpal tudi od svojih predhodnikov, torej mentorjev. Zdi se mi pa, da ti si uvedel čisto neki nov sistem učenja. Je tako? Ja, veliko sem seveda odnesel od mentorjev, za kar bom vedno hvaležen. Sploh s Francijem smo delali res enih par let zelo kvalitetno. Potem pa sem, kot si rekel, res sem se poglobil v to, sem najdel tudi kakšne svoje pristope. To najdeš najbolj, ko vidiš, kje imajo učenci težave in se trudiš, da bi jim pomagal, pa priješ do nekih rešitev, ki potem delujejo tudi za naprej. Tako da jaz poučujem že 17 let, ko sem bil 19 let star, sem začel. In ja, to pač delam in nekako uspešno, glede na to, da imamo res zelo veliko število učencev in pa tudi veliko uspehov, in to bomo počeli še naprej. Absolutno, in vsi smo zelo veseli in več muzikantov bo bolj luštno, ne? Tako. Ok, tako, zdaj gremo pa naprej k glasbi, še bomo klepetali, ampak sledi en krasen instrumentalni valček, Klemen Rošer in njegov trio ter skladbica Valček za Johana. Uživajte.
Slišali smo krasen valček v našem studiu, Klemen Rošer in njegov trio in zdaj bom še Borisa. Boris, lep dobro večer tudi tebi. Dobro večer. Videl se poznava že mnogo let, si odličen kitarist, a večkrat preskočiš tako na pomoč Klemnu? V bistvu to ni več pomoč, mi dva že delamo, koliko let? 20 let? Ne, 20 ne. Ja, skoraj 20 let. Tako da v bistvu to je že, to more biti. Jaz, ko me pokliče, jaz letim takoj. Takoj. Ja, to. In tudi Alen enako pride. Tudi more. Mislim, to je v bistvu ukaz. Se ne, je pa verjetno veselje spremljati takšnega virtuoza, kot je Klemen. Ja, le. Pa tudi na snemanjih je po mojem zanimivo. Je kar, veš, smo kar pridni. Tudi, ko se zapremo, smo kar v enem, 2 dneh. Ja, glede na to, da Klemen igra brezhibno, verjetno tudi eno skladbo posnamete, mislim, en album posnamete verjetno v enem popoldnevu. V 2 dneh smo v bistvu, enkrat smo snemali, 2 dopoldneva smo snemali v bistvu celo plato. Ja. Vsaka čast. Nam je uspelo enkrat v enem dnevu posneti eno skladbo. No? Tako da, krasno. Res je sicer, da tukaj zraven ni vokalo, ampak vseeno je pa poudarek na harmoniki in krasno. Krasno, super, zdaj grem pa spet do Klemena, se veš, on je šef. Klemen, rekel si, da si pred kratkim prišel prav z Nizozemske in tudi tam imaš svoje prostore, učiš, poučuješ. Zakaj je ravno Nizozemska? Kako je prišlo do tega sodelovanja oziroma do odprtja glasbene šole? Ja, čist po naključju, ni bil to nek plan. Nekako sem na Nizozemskem spoznajal ljudi, ki so želeli imeti vaje in potem je to preraslo v vedno širšo zadevo in ja, zdaj je okrog 50 učencev na Nizozemskem, ki se učijo z nami večinoma online zaradi razdalje, ampak nekje 3-krat na leto pa grem tja, da jih vidim v živo, pa da sem potem nekaj dni z njimi. Super. Pa je bila na Nizozemskem že prej diatonična harmonika, bom rekel, popularna, ali je zaradi tebe pravzaprav so dobili otroci, verjetno niso samo otroci, so tudi verjetno starejše generacije, ali je večinoma to? So tako vse generacije. Mesto Kerkrade je v bistvu samo nekaj minut oddaljeno od nemške meje, tako da je še to tisti vpliv Nemčije, kjer je pa diatonična harmonika bolj popularna, seveda pa v centralni Nizozemski tega glasbila verjetno ne poznajo ali pa zelo slabo, tako da bolj igra to obrobje ob Nemčiji. Aha, super. S kakšno glasbo si pa ti rastel, recimo, gor? Zdaj, kaj si rad poslušal, ne vem, v otroštvu? Ja, v otroštvu sem najrajš poslušal ansambl Lojzeta Slaka, tako da tudi zaradi te glasbe sem želel jaz primarno igrati diatonično harmoniko. Potem Franca Miheliča sem verjetno preposlušal vse, kar je bilo mogoče 1000-krat, Brane Klaužar, potem tudi kvintetovska glasba, sicer malo kasneje, ker pri nas doma jaz sem živel na podeželju pri babici in smo bolj diatonično harmoniko in Slakov zven poslušali, tako da sem se z kvintetovsko glasbo malo kasneje srečal. Sem pa potem tudi zelo veliko tega poslušal in tudi tam sem dobil določene navdihe ali pa še mogoče malo večjo širino v ušesih. Tako da narodno-zabavna glasba nasploh, sploh tista starejša, s katere so zgrajeni temelji te glasbe, mi je zelo pri srcu in iz tam vse izhaja. Moram pa reči, da imam eno res neizmerno srečo, da imam ob sebi take mojstre. To sicer ni moj trio, moram popraviti. To sta moja prijatelja Alen Ojcinger in pa Boris Gulavšek, ki mi vedno pomaga, tako pomoč potrebujem in brez takšnih mojstrov tudi takšne glasbe ne bi mogel ustvarjati. Tako da sem jima res hvaležen in sem tudi vesel, da smo dan skupaj tukaj. No, super. Tudi jaz sem zelo vesel, da lahko s tabo se pogovarjam in da delimo skupaj določene izkušnje in naši gledalci so zagotovo tudi zelo, zelo veseli. Povej mi, a si se kdaj vprašal, kaj bi ti počel v življenju, če ne bi igral harmonike oziroma če ne bi bil muzikant? Čas se vprašam, pa nimam odgovora, tako da nekaj časa, ko nisem vedel, da bo ta stvar tako resna, sem še vedno imel neke alternative v planu. Zdaj sem star pa 35 let, tako da zdaj bi bilo zelo težko presedlati na nekaj drugega, po moje nemogoče skoraj in trudil se bom, da bom še naprej s harmoniko se ukvarjal profesionalno. Tu sem se najdel, pa tudi vidim, da ljudem veliko pomeni, če jih učim, če ustvarjam glasbo, če igram, tako da upam, da bo tako tudi ostalo. Absolutno bo tako ostalo, to sploh ne dvomimo.
Kaj pa meniš recimo v tej glasbi, ki v današnjem času, kakšno mnenje imaš v tej glasbi, ki v današnjem času se ustvarja, recimo ni več tipično narodno zabavna, ampak je veliko poudarka, bomo rekli, že skoraj na turbo folku, a rad tudi temu presluhneš, oziroma moraš verjetno tudi te skladbe, ki so zdaj hiti, poučevati, ali imaš recimo ti železen repertoar samo Ja, v svoji zakladnici povečevanja. seveda poučujem tudi vse sodobne hite, ker v končni fazi bi rad naučil tisto, kar se učenci želijo igrati. Vidim pa lahko pri učencih, da je ta železni repertoar, to pomeni glasba, ki je to glasbo pognala, najbolj popularna. Hiti novodobni so zelo neka kratkoročna varianta, tak vidim po željah, ko učenci izražajo, kaj bi se učili. Tako da mi kar 99% učimo starejše zadeve, ki pa tudi jih jaz najrajši poslušam. Novo glasbo tudi spoštujem, ampak nekako tisti pravi občutek še vedno najdem pri starejših izvajalcih. Krasno. Se je zgodilo v vseh teh letih nastopanja in pa vandranja po celi Sloveniji in pa izven nje kakšna zanimiva anekdota, mogoče, ko bi lahko delil z nami? Si daj pozabil harmonike, recimo, na nastop? Po moje ni muzikant, tako ne vem, kakšne zanimive anekdote, zdaj nekatere so za na televizijo, druge pa niso. Da se lahko poveš, veš, mi imamo tako... Niti zdaj, da bi se spomnil kaj posebnega. Večinoma so to res ta zabavni trenutki, ki jih imamo z kolegi, ki smo na odru, sploh z Alenom in Boresom se vedno ne rabimo potruditi, da se imamo fajn. Vedno se fajn počutimo, veliko se presmejimo. Žal se ne vidimo tako pogosto, ko bi si želeli, ker je to bolj priložnostni sestav, ampak ko prijemo skupaj, pa se mi zdi, da smo bili danes kar veseli, da smo imeli vzrok, da smo tukaj. In verjetno noč bo še dolga, verjetno po oddaji. Zna biti, ja. Zna biti, okej. Super, gremo naprej k glasbi. Slišali bomo naslednjo skladbo, veselo polko v izvedbi Klemna Rošerja in prijateljev, bom rekel, Alena in pa Borisa, Alpska dežela. Tako, še vedno spremljate oddajo Najviža in še vedno naši glasbeni gosti je
Klemen Rošer in njegova prijatelja. Viš, da se pa prav izražam, da ne naredim komu krivice. Okay. Če sem prav prebral, ker sem se pa malo le prepravljal na današnjo oddajo, si izdal 6 albumov do zdaj. Tako je, držijo. Do zdaj, tako. To je kar nekaj skladb. Ja, to je 70 do 80 skladb. Ja. Tako, in mene zanima, kako se lotiš pravzaprav, ne vem, ustvarjati novo melodijo, odkot ti inspiracija, navdih, kdaj to počneš, čist malo mi povej, no, kakšno skrivnost si zdaj. Zdaj, zadnji album smo izdali leta 2017, kar je slab podatek. Aha, ok. Da bomo mogli zdaj biti bolj pridni, ampak vmes se je toliko enih stvari dogajalo, da enostavno ni bilo časa, čeprav imam kar nekaj skladb na zalogi, moram reči. Zdaj, kako se lotim stvari, ja, bom probal biti čim bolj iskren. Čas tudi kaj nastane malo na silo, čeprav to je bilo bolj takrat, ko sem se nekako prebijal, ko sem se hotel dokazati. Čez čas sem spoznal, da dejansko tista skladba, ki pride tako iz mene, spontano, ob nekem takem trenutku sproščenem, ko ni nekih drugih distrakcij. Tista skladba potem tudi je bolj priljubljena med ljubitelji harmonike. In sem se naučil, da je treba ustvarjati čim bolj sproščeno in pa počakati na primeren trenutek. No? Tako da tele skladbe, ki jih danes igramo, recimo, so nastale na tak način, da so prišle nekako v mojo glavo, same od sebe melodije. Seveda sem potem to poskušal spraviti na harmoniko, malo sem potem to dodelal, veliko dodajo tudi moji studijski glasbeniki in na tak način to poteka. Zdaj nekega recepta ni. Vsaka skladba ima neko unikatno zgodbo. Zagotovo moraš pa obvladati svoje inštrumente, da lahko nastane potem nekaj takšnega, kar danes slišimo oddaje, ne? Ja, to je res. Veliko sem vadil, no, to moram reči, tudi preden gremo karkoli snemati, res stvari izvadim na vse možne načine, da zadeva čim bolj sproščeno studio steče. Tudi takrat je posnetek boljši. Vemo, da studio se marsikaj dan narediti, ampak bolj kot se to naravno odigra, bolj se mi zdi, da potem tudi poslušalci ta občutek začutijo. Pa ti imaš boljši občutek, verjetno tudi, ker si svoje delo delal. Tako. Poleg tega, da poučuješ, nastopaš, si tudi predsednik Zveze diatonične harmonike Slovenije. Ja. Da mi pa povej, kaj počnete, kakšna funkcija je to, zakaj se zavzemate? Ja, Zveza diatonične harmonike Slovenije bo naslednjo leto stara 10 let. Pred 10 leti, oziroma približno 11 smo se začeli pogovarjati, da bi bilo zelo dobro v Sloveniji imeti eno organizacijo, ki bi skrbela za, bom rekel, obstoj diatonične harmonike, tudi za popularnost diatonične harmonike, konec koncev, ki bi tudi znala pokazati na stvari, ki so v tej glasbi kvalitetne, pa tudi potem na tiste, ki niso toliko kvalitetne, v smislu, da se bom rekel, napredek dela pri igranju, pri učenju, pri organizaciji tekmovanj. In primarno Zveza diatonične harmonike Slovenije organizira državno tekmovanje. Glih pred kratkim je potekalo 9, tako da drugo leto bo 10. Potem pa smo se tudi poklonili recimo z organizacijo nagrade tekmovanja to pomeni tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka. Smo se poklonili recimo Lojzetu Slaku kot enemu tistih najbolj glavnih začetnikov diatonične harmonike. Pred kratkim smo organizirali tudi Delčnjakov memorial, 2-krat smo organizirali plaketo Franca Šegovca, tako da želimo s temi projekti dodati nekaj takim mojstrom, ki imajo velike zasluge, da danes se ta glasba sploh igra. Tako da to so nekateri projekti od Zveze, seveda pa jih je še veliko več. Super. Tudi ti si že dolgo časa srečno dan, je temu tako poročen. Ja. In tudi tvoja žena se ukvarja z glasbo, poučuje. Pa tudi podmladek že imata ženo, ne? Tudi imamo. Zdaj me zanima, ali je potem cela družina glasbena, ali je podmladek a sta sina recimo, Sina, ja, tako. Ne vem, trenirata nogomet, rokomet, odbojko, ali igrata tudi harmonike oziroma kakšen drugi inštrument? Ja, moja žena Nadja je profesorica flavte, tako da uči flavto na glasbeni šoli. Sin Lenart bo star 9 let, igra bariton v glasbeni šoli ravno na Koroškem. Namreč tudi smo poskusila s harmoniko, pa sem videl, da mu zadeva pač nekako ni najbolj pri srcu in seveda
je treba otroka usmeriti tja, kjer se sam najbolj najde. In nekako smo prišli do zaključka, da bi se najbolje počutil v baritonu, in zdaj, ko v bistvu igra že drugo leto, vidimo, da je to prava odločitev, ker zelo rad vadi. Valentin pa bo star 3 leta, tako da on pa še veselo prepeva, kaj več od tega še pa ne znam povedati. Je pa Lenart tudi zelo navdušen nogometaš, tako da sta šport in glasba kar z roko v roki pri njemu. No, super, krasno. Teda ste glasbena družina in pri hiši je verjetno zmeraj veselo. Pa glasbe je veliko. A je doma bolj tišina, ko se zberete, ne gledate televizije in poslušate glasbe, če se v dan dovolj? Pri nas v hiši res vsi igramo, tudi tast moj je kitarist ansambla Koroški kvintet, potem tašča je pevka, potem brat od Nadje je klarnetist, glavnem vsi igramo, ampak potem ljudje mislijo, da mi skozi igramo, a ne. Pa ni tako, ne. Mislim, v glasbo, če si opet cele dneve, potem ko priješ domov, ni prva stvar, ki jo primeš harmonika. To verjamem, ja. Rabiš malo tišine, pa kaj drugega tudi, a ne. No, super. Krasno, še bomo se pogovarjala, zdaj gremo pa naprej k skladbi. Naslednja, ki bomo slišali, zdaj bomo šli pa na počitnice na Bavarskem. Uživajte. Tako, še vedno v našem studiu Klemen in približujemo se koncu oddaje, ampak še imamo nekaj časa. Povej mi, jutri je že 1. december, ne? A se veseliš tega meseca, a si že pisal Miklavžu in kako boš preživel ta mesec december? Bo kaj več časa za družino ali zelo delovno? Ja, bo delovno in čas za družino. Decembra vedno si vzamem malo več časa za družino.
tudi učenci si vzamejo čas za praznike, tako da se malo delo v naši šoli umiri. Tako da se decembra veselim, no, tudi se mi zdi, da je fajn ta mesec, ker se tudi prijatelji vsi malo sprostijo in si več časa ljudje vzamemo, da kako besedo rečemo, pa da se malo usedemo. Ja. Nisi pa odgovoril, a pismo Miklavžu si že dal ali še ne? Seveda. Si je napisal. Sem dal ga. A imaš podobne želje kot jaz? Jaz sem tudi pisal. Jaz sem rekel, pa smo pa otroci vprašali, kaj si jaz želimo, ne? Sem pa rekel, da pridnih otrok, veš. Tako da, ok, ampak ne smemo zdaj tvoje želje zdati, če ne. Ja, meni že ne bo resničil, zdaj verjetno, ker sem povedal vse javnosti. Kakšne so želje, bom rekel, cilji, težko rečem, kaj ti dosegel si že skoraj vse na svoji glasbeni poti, pa kakšne imaš želje za prihodnost, torej, kaj si želiš? Ja, v tem trenutku si želim dokončati moj 7. album, tako da želja za naslednjo leto je predvsem tano, kar se tiče glasbene poti, da si vzamem malo več časa za ustvarjanje spet novih stvari. Drugo pa, kot si rekel, no, se mi zdi, da je že tam, kjer mora biti in si samo želim, da gre tako naprej. Poleg tega pa si želim čim več sreče v družini in v krogu prijateljev. Seveda zdravja, pa bo Tako, vse. tako. Najlepša hvala, fantje, za Hvala lepa, današnjo Jure. družbo. Jaz sem zelo užival in se kmalu vidimo, ne, ko bo kaj novega. Vam pa, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, želim prav tako en lep preostanek večera. Jutri je 1. december in ja, upam, da boste veselo in pa z navdušenjem vstopili v nov mesec in ja, Klemen in jaz smo že napisala pismo, ne pozabite pa vi pisati v torek pismo Miklavžu, mogoče pa vas preseneti. Drugače pa vam želim veliko zdravja, sreče, ostanite zvesta publika in se gledamo naslednji četrtek. Do takrat pa lahko noč.